Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Pertinač, Aljuš Pertinač. Irena Joveva in Irena Joveva. Ekskluzivno razkrivamo imena 3 kandidatk skupne liste LMŠ 24 ur, ki bodo zagotovo izvoljene v Bruselj. In kako jim bo to uspelo? Za pomoč smo se obrnili na Andraža Zorka iz Valikona. Po njegovem zadnja projekcija kaže, da bo vse 3 sedeže za LMŠ osvojila nosilka te liste Joveva. Enega kot novinarka, drugega kot predstavnica mladih in tretjega kot političarka. Še komentar našega vrlega premierja Marjana: vse dobre stvari v življenju so 3. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodov. Danes bomo za vas komentirali afera arbitraža. Kdo je zafrknil arbitražo? Hrvati ali mi sami? Pretekli teden je zaznamovala novica, da so našemu arbitru Sekolcu in agentki Drenikovi v arbitraži prisluškovali Hrvati. Kdo je torej zafrknil arbitražo, bomo vprašali naša stalna komentatorja. Božidarja Novaka in dr. Boštjana M. Turka. Toplo pozdravljena. Dobro večer. Fanta, preden gremo na današnjo glavno temo, morava Božo seveda čestitati Boštjanu. Ne? Boštjan namreč postal si član Evropske akademije znanosti in umetnosti. Iskrene čestitke, to je velika čast. In Salzburga. Tako. Vas je okrog 2000, ne? Evropskih. 37 Nobelovcev. Tudi 37 Nobelovcev. Velika obveza za moje prihodnje tako delo. Da, evo, smo počaščeni tudi v oddaji Faktor, da si naš stalni komentator. No? Hvala. In ob tej časti, tem jubileju visokem, ne, se še bolj čudimo, kako je mogoče, da te je slovensko sodišče obsodilo zaradi tega, zaradi česar te je pač obsodilo. Ne? Ja. Ampak kaj hočemo? Evo, gremo na današnji glavni temi. Torej, fanta, zdaj Hrvati nam prisluškujejo, ne? To je zdaj bolj ali manj uradno. Zdaj komu vse niti ne vemo natančno. Danes je namreč odjeknila še novica, da naj bi prisluškovali tudi novinarjem 24 ur na Pop TV in tako naprej. Skratka, kaj pravita vidva? Kdo zmaguje v tej vohunski zgodbi? Zgodba, če lahko jaz začnem. Izvoli. Danes, ne? Zgodba se ne začne z vohunjenjem pa z arbitražo, ampak se začne z slovensko-hrvaškimi odnosi. Okay. Kakorkoli, ne, Slovenci smo bili vedno od Karla Velikega 1000 let smo bili pod Nemčijo, ne. Hrvati pa ne, so bili vedno neka karloška provinca, vojna krajina. In glej, kje je zgodba, kje se začne, ne. Mi, ko smo se odcepili, smo imeli vojno z Jugoslovansko ljudsko armado, Hrvati so imeli pa vojno z Srbijo. In mi smo seveda prišli iz vojne, ki je bila seveda bistveno krajša, ampak kljub temu žrtvami smo prišli kot tisti, ki sebe vidimo. Mi Slovenci vidimo sebe kot vrata na Balkan v bivšo Jugoslavijo. Hrvati, jaz se spomnim, takrat v 90-ih sem intenzivno delal na Hrvaškem, so pa prišli iz vojne, ki se je končala tam nekje v drugi polovici 90-ih, kot tisti, ki sebe vidijo kot neke vojaške vladarje na Balkanu. Oni so vedno bili, veš, oni tudi malo kolonialno so gledali, oni imajo kolonije v Bosni, percepciji, kar da govorim, ne. Oni se prerekajo za Srbijo za meje, oni hočejo imeti kontrolo nad Jadranom in, veš, gre za pač 2 popolnoma različna koncepta in naši politiki, Pahor in ostali koncem 90-ih, pred 15 leti, začetkom 2000, so bili naivni in so mislili, da smo mi seveda enaki, ne, Račan, Drnovšek, mi, partijski kolegi smo enaki iz CK-ja v Beogradu in bomo se že nekako zmenili. Ne, Hrvati so pa seveda v tem času spostavili popolno vojaško infrastrukturo, politično infrastrukturo, ki je bila drugače razmišljajoča in indoktrinirana, ne. In če pogledamo, veš, kakorkoli, ne, Hrvati so prepričani, da jim pripada ta Jadran. Ne, oni so podpisali to arbitražo z ciljem, da bodo se umaknili nekoč. In seveda, če ne bi se to z Sekolcem pa s to žensko zgodilo na Dunaju, bi se pa kaj drugega zgodilo. In to, če mene vprašajo, kdo bo trajalo? Trajalo bo v nedogled, dokler Slovenija ne bo imela nekega orodja v roki, da izsili Hrvaški. Ne, zdaj pa Slovenci imamo pa drug problem, imamo percepcijo, a veš, ko je Kardelj bil zunanji minister in je šel do Molotova na pogajanjih, mislim, da 47. 45. za cono A, cono B, in mu je rekel, Slovenci hočemo izhod na morje,
Pa mu je Molotov rekel, vse ne rabi vsaka krajna skupnost izhoda na morje. Mi Slovenci smo prepričani, da imamo izhod na morje, da nam to gensko pripada. Ne? In smo mislili, seveda, politiki takratni, ne? In komunistični, ki so odstopili pol Istre ali pa celo Istro, hrvaški in tisti izpred 15-20 let, so mislili, da vse smo pa enakopravni, se bomo dogovorili. Ne, percepcija Hrvaške je, mi smo močnejša sila, ne? Lej, kakorkoli. Ne? Slovenci imamo ta šolska švicarska letala, Hrvati imajo neke mige, ki sicer ne letijo nadzvočne, ne? Ampak imajo pa jih, ne? In sami sebe percipirajo kot bistveno močnejšega. In tu je pač problem, ne vem, koliko so močnejši. Po GDP-ju imamo enaki GDP, čeprav ima Hrvaška dvakrat več prebivalcev. Po GDP-ju na prebivalca imamo mi dvakrat večji GDP na prebivalca. In zdaj, skratka, to se bo rešilo čez enih 100 let, razen če bo Slovenija potegnila to, kar je Šarec že nakazal, Schengen ali pa nekega jokerja iz rokava. V redu, zdaj, kako ti vidiš, Boštjan, te stvari? Tako kot Božo, se pravi, pač Hrvaška želi biti regionalna sila in izkorišča vsa sredstva, ki so pri tem na voljo, mi, Slovenija, pa se še nismo čisto sprijaznili svojo vlogo pač šibkejše partnerice ali kako drugače? Torej, jaz se z Božo strinjam, bi rekel na koncu, v zadnjem stavku, da bo to rešeno tam nekje čez 100 let. Aha, ok. Prej to je pa kitajska filozofija, se pravi 2 generaciji. Ja, ne, potem se bo zgodilo to, ne, se to ima zelo veliko, bi rekel, mesa ta kost, ne, to ni čist neka provokacija. Namreč zgodilo se bo to, da po mednarodnem pravu, po pol stoletja nerešenih zadev, se zgodi tisto, kar se je zgodilo tudi v Jugoslaviji, hvala Bogu, in čemur dolgujemo samostojno Slovenijo. Ja. To so tako imenovan Badinterjev sklep o administrativnih mejah oziroma o uti possidetis iuris. Se pravi, tako kot posedujete, to potem imate. To je potem vaše. In to se bo zgodilo čez 50 oziroma v 50 letih se to uveljavi in jaz mislim, da Slovenija ne bo nobena izjema. Drugič se pa ne strinjam jaz sem seveda zelo, bi rekel, privržen temeljni kitici slovenske himne, ki pravi, ne vrag, le sosed bo mejak. Zdaj ne moramo zanikati, da imamo himno, ker ne moramo zanikati, da imamo državo in če pristanemo na oboje, potem seveda se moramo pač držati tega, kar govori. Ne vrag, le sosed bo mejak. V tem kontekstu se strinjam, da Hrvaška želi biti regionalna sila, nikakor pa ne to, da je Hrvaška močnejša od Slovenije. Hrvaška ni močnejša od Slovenije iz preprostega razloga, ker je hrvaški GDP še enkrat nižji od slovenskega in Hrvaška ima ogromno problemov, ki jih Slovenija v tako pereči obliki ne pozna. Konec koncev, vzhodna Hrvaška se prazni, cela Slavonija je prazna. Vi dobite v Slavoniji kmetijo, zorno zemljo za par tisoč evrov. Vsi odhajajo. Mislim, to ni šala. Hrvaška je dežela enega globokega brezupa in tudi enega velikega razslojevanja. Ampak kar je pa bistveno v odnosu Hrvatov do Slovencev, je pa to, da so v Slovencih v 30 letih uspeli ubiti sistematično vsako domoljubje. Tako kot so ga ubili v recimo marsikje drugot, recimo v Belgiji, medtem ko Hrvati pa živijo od domoljubja in so tukaj, jaz jih tukaj prav spoštujem in občudujem. Oni imajo svojo državo radi, seveda za to državo so dali ogromno. Hrvaška je bila 10 let v vojni, veste kaj je to? Umrlo je 15,000 ljudi, vsaj, a ne? In Hrvati to cenijo in tako da z tega stališča to je treba tako gledati. Zdaj, če pa pravi šef obveščevalne službe slovenske, gospod Rupnik, da smo si to zadevo z prisluhi zakuhali sami, o tem bomo v nadaljevanju govorili, pa jaz verjamem šefu Sove, se ga je država plačevala za to, da ima taka mnenja. Jaz ne bi še enkrat mislim, da smo zdaj začela, pač odprla nekaj takih temeljnih tem in da se treba zdaj na to zamisliti. Zdaj, če to drži, kar pravite, zakaj imamo potem Slovenci občutek v vseh teh nasledstvenih zgodbah, da zgubljamo proti Hrvaški, ne? Od Tirana do hrvaških varčevalcev, do
jedrske elektrarne Krško do slovenskega premoženja na Hrvaškem, Zato, do če smem, meje. Božo, jaz zdaj- Zakaj? A lahko jaz, Božo? Ja. Ja, izvoli. Ja, zato, ker nimamo političnega razreda. Hrvati, za razliko od nas, imajo politični razred odgovornosti. Mi pa nimamo političnega razreda. Halo? Oprostite, a je šefica generalštaba vojske, ki bo kazensko ovadila, ne tožila, ampak na policiji kazensko ovadila novinarja Bojana Požarja, ker je pač ugotovil to, kar je ona potem Da ima pojasnila, zdravstvene izzive, Da ima ne? zdravstveni Ja. izziv. Čakajte, halo? Zdravstveni izziv. Kaj pa je to? A Ja, ne? takega, kot se vsi z njim soočamo. Sam zdaj jaz ne vem, zdaj bo sta vida povedala, Ne, a demenca, veste, sej mi skizofrenija, sej kateri mi so te nimamo izzivi, s političnega katerimi se vsi razreda, soočamo. mi imamo same, ali imamo klovne, ali imamo kvargle, ali imamo mirote, ali imamo serpentinške. Pa se taki ljudje ne morejo nobene resne, ali imamo pa Peterleta, ne, hočem reči, ne. Se taki ljudje ne morejo nobene resne poteze potegniti. Se Peterle, se začel se iz Uglejama, ne. Se ta erozija slovenskega nacionalnega interesa je zdaj stara 25 let, samo o Ugleju nihče ne upa govoriti, ker imamo pa skozi krjavle, kvargle in klovne na vladah, pa se drugače sploh biti ne more. Bože, kako je zdaj s tem? Kje mi Ja, se lahko strinjam pariramo z Boštjanom, Hrvatom, da, kje pa ne moremo? Da etabliran politični razred ne zna zaščititi interesov te nacije in te države. A je to ne. stvar Ampak tudi, pazi, to, kar sem prej govoril, ja. ni stvar realnosti, ampak je stvar percepcije. Odkar so Hrvati nekajkrat bili vrhunski v nogometu, ne, v Španiji pa zdaj nazadnje, ne, v Rusiji, oni sebe smatrajo kot superiorne. V Franciji pa v Rusiji, ja, ok. In, no, v Franciji pa v Rusiji, ja. Ja. In eno je percepcija, eno pa realnost, ne. A veš, Dobro, se mi smo jaz tudi bi tako evropski rekel, prvaki v košarki, ne bi recimo. pa generaliziral. Ja, pa mi smo tudi evropski prvaki v košarki, Bože, ja. Pa se smatramo za superiorne, ne vem če. Jaz, ko sem delal v Zagrebu, pa po teh, pa tudi po bivših državah, mislim po državah bivše Jugoslavije, pa v Albaniji, ne, nikoli nisem imel problema z nekim srednjim razredom intelektualci, liberalno razmišljajočimi, ne liberalci, ne v Zagrebu, ne v Splitu, nekje, ne, ampak veš, če je pa tam vojna indoktrinirala en kup ljudi na Hrvaškem, ki se borijo za svojo nacionalno dobro, in ti so toliko indoktrinirani, da tudi če ni sovražnika, ga najdejo, tako zdaj iščejo njihova obveščevalna služba salafiste v Bosni, ne, je najbolj normalno za pričakovati, da bodo oni proti vsakršnemu sporazumu, ki jim ni v interesu, in ga bodo poskušali blokirati. Ne. O tem govorim. Ampak če In z nami jaz se nikoli niso bili v vojni, ne, a veš, pa... Ne, ampak zakaj gre? Ne? Ja. Percepcija je od Tudžmana, da smo mi alpski, kako so že, Hrvati. Ne? Ampak Alpski je, Srbi. ne, zadeva je v tem. Je to Stanko čisto. Vraz, ilirist, mariborski, ali kaj je bil, štajerski pesnik, ne? Sovrstnik od Prešerna, to Boštjan bolj še ve, je pol, ko je pisal v slovenščini pa v Gracu, končal kot veliki hrvaški pesnik v Zagrebu, ne, svojimi Đurđi. Ja. Ne, lirske, mislim... Dobro, sej dali smo tudi po glavniku, smo dali Kvaternika recimo pa tako naprej, ne. Sej smo imeli vpliv na Hrvaškem, ampak vseeno... Obratno, veš, pa ni bilo, ne. Mi smo seveda takrat proti Germanom rabili neko zaščito v času renesanse in Zagreb je bil normalna, neka naravna izbira, ne. In obratno, ne, pa nas Hrvati vidijo kot tiste, veš, kakve debate so bile, ne bodi ga treba, ne, se pa lahko sami zgradimo avtocesto preko od Ptuja do Maribora do Graca, ne, to je še Sanader rekel pred par leti, ko je še bil premier, ne. In percepcija, ki je toliko nadutost, pa jaz se spomnim, ne, pa gledaj samo ti cariniki pa policisti na mejnih prehodih tam na obali, ne, tisti, ko so prišli, ko so jih niso imeli kam dati, pa so jih zaposlili kot bivše vojake, so jih zaposlili na policiji, pa to je katastrofa, ne. To je odnos do turista, jaz zaradi tega ne hodim že vrsto let na Hrvaško, pa sem tam skoraj da živel, pa ne vem kaj, ne, ker enostavno so oni za to vojno toliko indoktrinirani, toliko so ljudje na pozicijah okoli HDZ-a, ne bom rekel, pa ne samo zaradi HDZ-a, tudi druge, ampak toliko indoktrinirani, da so oni neka močna sila, da so to celo prepričani, čeprav seveda, kot pravi Boštjan prej, v številkah ni res, ne. GDP per capita je pol manjši kot v Sloveniji. Ja, pa so to edini številke, ki štejejo. Ja, niso, ne, a veš, tudi percepciji, oni so svetovni prvaki v svojih disciplinah, ne. In kaj vem, zmagali so Srbe, ne, v vojni, zmagali so ne vem kaj, ne, in
A ni imela predsednica Hrvaške svetovalca generala, ki je pol moral odstopiti, ki je rekel, da bi v pol dneva Hrvaška prišla do Ljubljane vojska, ne? Ja, ne, to točno kaže, ne, da na ta odnos, veš. Pol dneva ne, pa to ni bilo ista oseba, ampak glejte, jaz bom nekaj rekel, ne, mislim, mi moramo eno dejstvo upoštevati, ne. To je dejstvo je to, da ne vem, Hrvati upravijo pri nas na turističnih nočitev 500 000 na leto, 500 000, veste kaj je to. Mi pa upravimo turističnih nočitev na Hrvaškem pa po moje še 3-krat toliko, se pravi to je dejstvo in politika mora najti neko pametno pot sporazumevanja, ne. Prav, bomo po oglasih Boštjan Božo iskali to pametno pot sporazumevanja, skratka ne nam iti gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem prisluškovalne afere arbitraža. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Božidar Novak in Boštjan M. Turk, pogovarjamo pa se o prisluškovalni aferi arbitraža. Boštjan, predlagam, da si zdaj pogledamo en krajši video, kako so nosilci oblasti v Sloveniji odreagirali na novico, da nam je prisluškovala hrvaška tajna služba. Moram reči, da je tisto, kar smo slišali, dokaj zaskrbljujoče. Z delom Sove je premier zadovoljen. Nas pa lahko skrbi, če je to način delovanja znotraj Evropske unije. Dejstvo je, da je bila uveljavitev arbitražne odločbe pogoj za hrvaški vstop v Unijo, je dodal premier, ta pa je ne izpoštuje niti danes. Prav veselje takratnega hrvaškega premierja Milanovića nad prisluhi je Slovenija predložila arbitražnemu sodišču, ko je zaradi te kršitve odločalo o svoji pristojnosti. Čeprav naša agentka in sodnik sploh ne bi smela komunicirati. To drži, kot tudi, da je prisluškovanje nezakonito. Zadovoljen pa sem, da se je odkrilo, kdo je prisluškoval. In očitno so to bile hrvaške tajne službe. Tako bivši zunanji minister, ki naj bi z izjavo, da bo Slovenija dobila večino Piranskega zaliva, Hrvate spodbudil k prisluškovanju oziroma objavi prisluhov v Srbskem kurirju in Hrvaškem večernjem listu. Evo, fanta, zdaj smo slišali, pač premierja Šarca pa ministra Erjavca, ki je zdaj obrambni minister, takrat je bil zunanji minister, skratka, kjer je velika pizdarija, tam je tudi Karl Erjavec. Zdaj te njune izjave meni niso zvenele ravno zelo odločno, tako bi rekel prepričljivo. Dominantni mediji nas ves čas prepričuje, kako je Marjan Šarec odločen, udari po mizi, pa to tle je bil precej medu. To, kar govori Karl Erjavec, pa itak nima nobene zveze z logiko. Se je on imenoval ali pa sodeloval pri imenovanju in arbitra, ki smo ga predlagali Slovenci, in seveda naše agentke, ki je bila z njegovega zunanjega ministrstva, in zdaj on pride po vseh teh letih na televizijo in reče, da se sploh ne bi smela pogovarjati. Kako si naj zdaj te stvari razlagamo? Božo, boš ti začel. Ja. Glej, Erjavec je škodljiv za nacionalno varnost. Ja. In kot minister za obrambo, in kot za zunanje zadeve in še kaj. On ni dorasel svojim. On bi se lahko, če bi se samo z pokojninami ukvarjal, bi bilo super. Ja, pa s tem se nikoli ne. Sam govori v njih. Glej, to, kaj smo pač zapravili, Hrvaška je samo enkrat vstopala v Evropsko unijo in mi smo zapravili džokerja, fertik. Zdaj pač ni drugega, kot da čakamo na to, karkoli se bo zgodilo, ni toliko pomembno. Je pa še enkrat govorimo o dveh doktrinah. Hrvaška doktrina je, mi smo močnejši, čeprav niso. Mi imamo zaveznike, mi smo premagali Srbe v zadnji vojni. Slovenska doktrina pa je, mi smo člani Evropske unije, družine enakopravnih narodov, mi smo vrata na Balkan, mi smo pošteni in pridni in seveda pride do kolizije teh interesov. In Hrvaška bo, ne glede kaj se zgodi, dvomim, da bo v eni ali dveh generacij kaj drugače. Hrvaška bo pač, njihova obveščevalna služba bo samo opravljala dobro svoje delo. Oni so si zaslužili svojo plačo, fertik. Zdaj, koliko je to pošteno, pa pravilno, pa smotrno, pa racionalno, ni. A veš, ker tistih 2 kilometra kvadratnega morja tam v Piranskem zalivu, pa tiste gajbice od Fonde, pa one školjke tam Hrvaške preko,
smo že preplačali z benzinom teh policistov, ko se pa tja vozijo pa s kartami do Bruslja, da smo se tam pogajali. To je čisto brez veze. Gre za to, da si in eni in drugi, pa predvsem jaz mislim, da bolj Hrvati prizadevajo, da imajo nenehno neke konflikte. Veš, tudi če jih nima, jih morajo narediti in ta Piranski zaliv je idealna zadeva. Ne? Vsi mislijo, tako se ne bo nič zgodilo, vsaki 2 meseca pa pošljemo nek, pa 14 dni pošljemo nek policijski čovn, da bo zagrel naslovnico jutranjega lista, pa v 3 bojo v Sloveniji v zrak skočili, pa mi se bomo smejali v Zagrebu. Ja. Zdaj, Boštjan, če si pogledamo zdaj fotografijo tega hrvaškega obveščevalca, ki bi naj spelo te prisluhe, ne? Davor Mehanik, ne? Mehanik Davor Franič, to bi naj bil pač tak, ki je to počel, ne? To je ta zdaj hrvaški James Bond. Kako si ti to razlagaš, Boštjan, da en Mehanik Davor tako pele scat, recimo Slovensko obveščevalno varnostno agencijo v eni tako pomembni zadevi kot je arbitraža? In drugo vprašanje, ne? To, kar je že Božo načel, Karl Erjavec kot zunanji minister. Zdaj, sedanji direktor Sove je eksplicitno povedal po seji vlade, da je Sova takrat pač predlagala Ministrstvo za zunanje zadeve, da bi opremili te naše agente in arbitra z kriptotelefoni, pa je pač zunanje ministrstvo takrat to zavrnilo, da tega ni treba. Ne? Ja, se ni kaj, ne, mislim, Karl Erjavec je sam začel s to zgodbo. Ne? To ja, na velenjski televiziji, kjer je povedal, se je lepo pohvalil, kaj smo mi vse dobili. Kaj pa je pričakoval? Kaj pa je pričakoval? Ob tem je pa treba to zgodbo gledati v nekem zelo širšem kontekstu, ki ni slovenski. Ta zgodba, seveda, to se jaz čudim, kako da misli predsednik vlade, da je to zdaj vam prišlo. Ne? Ampak dobro, to je pač glede na njegovo percepcijo stvarnosti tudi to možno. Ne? Ampak seveda, to je prišlo ven leta 2015. To so te novi vzorci, oni premikajo meje. Ne? Ja, to je prišlo ven leta 2015. Zakaj je prišlo ven leta 2015? Za osebe, ki je omenjena v tem se pravi, posnetku, ki so ga gledalke in gledalci videli. Ne? To je bil tedajni predsednik vlade Milanović. Zakaj? Zato, ker je Milanović nujno potreboval, ker so bile takrat na Hrvaškem volitve. In Milanović se je 2015 na volitvah in 2016 na volitvah poskušal pozicionirati v prostor, ki ga je izvorno zasedala HDZ. Kot branitelj hrvaških interesov. In kaj je potreboval? Potreboval je tole, kar bom pokazal. Speča udba. Speča udba, v njej je na strani knjiga Romana Leljaka, v njej je na strani 143, naveden Sekolec Jernej, rojen 3.6.48, Lendava Maribor, Slovenska ulica 35, tedaj stanujoč, kot seznam sodelavca, kot sodelavec registrirane službe državne varnosti. Milanović je nekdanja partija, in ta zadeva je bila dogovorjena. To zadevo je Se pravi, ti hočeš reči, da je naš ta arbiter Sekolec v bistvu sodeloval s hrvaško zavestjo? Lejte, jaz bom nekaj zelo resnega rekel. Jaz ne da hočem to reči. Jaz sem to analiziral in pisal leta 2015 in 2016 za hrvaške časopise, pa do danes tega ne na Hrvaškem, ne v Sloveniji ni nihče demantiral. Ja, en čas se spomnimo, ne Bože, da ga je policija iskala, pa so ga menda najdel, ne, ampak res ta njegova vloga ni bila nikoli docela pojasnjena. To je bilo, kajti ne morete si predstavljati, da nekoga, ki je diplomat, da je tako trapast, da se gre pogovarjati po mednarodnem telefonu, za katere vemo, da se vsi mednarodni telefoni snemajo, pa če ga upravlja Pepe s Pepco ali pa Francelj s Francko, pa se menta, kako se bo ta naslednjič pomela. Vsi se avtomatično snemajo. Ker po drugi strani pa recimo naše ambasade pošiljajo neka čist brezvezna sporočila pod diplomatsko pošto na ministrstva, recimo, ne, da so na Nizozemskem imeli nek sejem traktorjev, recimo to pride kot tajno, ne. To, ko se pa Drenikova pa Sekolec pogovarjata po telefonu o tem, kaj bomo dobili v arbitraži, gre pa pač mimo vseh varnostnih teh zavor. Bože, to na nek način kaže, ne, da, kar ves čas že trdimo v današnji vdaji, da mi nismo čist dorasli temu nivoju, da vendarle Hrvaška, če nam po GDP-ju že ne more konkurirati, ne, saj na tem področju varovanja nacionalnih interesov pa nam lahko več kot konkurira. Ne. Ja, ampak doktrina je očitno druga v Sloveniji. Ne? Slovenija misli, da ne rabi imeti... Ta mentaliteta, hočeš reči, ne? Ne, tudi doktrina. In mentaliteta je seveda doktrina izhaja. Ne? Mi smo vrata na Balkan, mi smo partnerji v NATO, legislativo imamo v Strasbourgu, finance v Frankfurtu, obrambo v Bruslju.
In mi imamo te pogodbe in to bomo spoštovali. Ne? To, da pa Hrvati vse to tudi imajo, razen da nimajo evra, da niso v Schengenu, pa da počnejo čist drugače, ne, pa nas ne zanima. Mi se bomo tega držali. Tudi če bi, karkoli prišlo do kakršnega koli konflikta, se bomo mi tega držali. Ne? Doktrina na hrvaški strani pa je povojna. Boljše imeti nenehno pripravljenost, ne bomo si nikoli več ponovili, da so na mejah neki srbski tanki. Mi bomo financirali univerzo v Mostarju, Hrvate v Sarajevu. Most na Pelešac zgradili, ne? In mi smo sila, fertik, ne? In seveda, zato pa se racionalni, pametni Hrvati izsiljujejo. Jaz mislim, da je demografsko daleč najbolj izčrpana država v Evropi, ob Romuniji, Hrvaška, ne? Ker tisti, ki razmišlja s tako logiko, se izseli, ne? Jaz imam kup dobrih prijateljev na Hrvaškem, ne? Ampak ti ali se nočejo ukvarjati s politiko, ali ne razmišljajo tako kot ta, ko si ga prekazal očitno veteran vojni, ne, ki je 6-7 let preždel v jarku in zdaj seveda ne more ven iz tega, ne, in pač išče sovražnika. In idealni je sovražnik seveda Slovenija v Piranskem zalivu. No, ampak tudi Bosna, recimo, smo videli, Srbija, Črna Gora, teh sovražnikov kar ne zmanjka. Strateški interesi Mađarska, ne, imajo spor zaradi ne. Strateški interesi Hrvaške so prvič v Herceg Bosnija, ne, ker kot pravijo Hrvati, Bosna je zibelka in Dalmacija. Bosna in Dalmacija sta zibelki Hrvaščana, to so oni strahotno občutljivi. Ja, še župan Zagreba dolgoletni Hercegovec, ne, kar je paradoks. Zdaj Slovenija, po moje, tu pa ta Piranski zaliv, to niso njihovi strateški interesi, to so pač neke njihove igre in tudi ta, še enkrat pravim, ta zgodba za arbitražo oziroma za prisluh je razumljiva zgolj v kontekstu hrvaških volitev leta 2015 in potem ponovljenih 2016, v katerem je Milanović in nekdanja partija usvajala nacionalne tone, da bi prišla do boljšega rezultata in je s tem tudi HDZ spravila v kot. HDZ je izgubila od 2015 do 2016 je izgubila 100.000 volivcev. Ta taktika je bila učinkovita. Ne? Jaz mislim, da je, pardon, če bom skočil to besedo. Piranski zaliv niso neke zgodbe mimo grede na Hrvaškem, ne? Ampak nekaj povsem drugega. Gre za to, da... A imajo, Bože, oprosti medklic, a imajo oni manj vrednosti kompleks napram nam Slovencem? Ne. Ker ti praviš, da imajo več vrednosti kompleks, ampak oni imajo več vrednosti. Na nek način ves čas se mi zdi, da nam neki zamerijo. Oni sistematično so zrušili arbitražo, da nikjer na Balkanskem polotoku, kjer so odprte meje, ne bi arbitraža uspela, ker so prepričani, da so močnejši in bodo povsod potegnili boljše. Na vsej presaki meji imajo. Zato morajo zrušiti arbitražo. In zato so pripričani, da se bodo lažje spogajali, ker so močnejši z Bosno, lažje oni bodo postavili ultimat Srbiji pri morebitnem vstopu. Bosna je dober primer, Bože. Ne? Tam so ministra, ne, ki je objavil to prvi, ne, da bi naj hrvaška tajna služba poskušala prikazati Bosno kot neko jedro salafistov in zato navačila neke voznike šleperjev, ne, da bi pač neko orožje furali sem pa tja. Zdaj je bosanska tajna služba in tožilstvo postavljena laž. Ne? In so radno rekli, da se to ni zgodilo. Ne? Ja, zdaj pa seveda ti tožilci so očigledno bili Hrvati, ne, vse drugače. Ampak je to nek pokazatelj vseeno moči Hrvaške, ne? Ja je, oni financirajo zahodni breg reke Neretve, ne? Tam je svoje, koliko imajo, milijon pa pol prebivalcev, ne? Univerza v Mostarju je neposredno financirana iz Zagreba. Mi pa financiramo svojo manjšino v Celovcu, pa financiramo svojo manjšino v Trstu, pa financiramo Ministrstvo za Slovence po svetu. Ja, ampak mi damo, 75.000 evrov Celovec, ne financiramo pa vse učiteljske plače v Celovcu. Nimajo dvojnega državljanstva, nimajo volilne pravice, ne? Zdaj, vidva verjamete tej teoriji, ne, da je hrvaške oblasti so se tako bale teh razkritij v slovenskih medijih, da naj bi celo poskusili podkupiti Pop TV, da ne bi teh novic objavili. Jaz tega ne verjamem. Dela reklamo zase, ne, spin. Jaz tega ne verjamem, ker se ta stvar je znana, recimo, če bi bilo to zdaj ne vem kaj. Ne, prav to dejstvo, da je bila hrvaška tajna služba. Ne, takrat se je špekuliralo, da bi naj Američani jim dali te podatke. Ne, pa takrat se ni bila hrvaška tajna služba, bila je tajna služba nekdanje SFRJ, ki je potem seveda, a veste, to morate vedeti, kaj je nekdanja UDBA. Nekdanja UDBA je bil proces Mustaša Perković, ne, ta nekdanja UDBA je prerasla v letu 90, v pol leta, tako rekoč, v strukture nove obveščevalne službe Republike Hrvaške.
se jih niso mogli drugje vzeti. Eni so ostali pač v zvezi lojalni Beogradu, drugi so pa prerasli v obveščevalne strukture in odigrali tako tudi, bi rekel, vlogo v domovinski vojni. Sej tako kot je bila slovenska Sova rekrutirana iz večine nekdanjih udbašev, tako je bila hrvaška isto. A bojo te grožnje, Božo, zdaj z tem, ko pravi Marjan Šarec, ne, sicer zelo tako medlo, ne, kot da bi imel govoriti, ne, ja, bomo pri Schengenu zdaj pogledali, kaj se da narediti, ne bomo jih spustili v Schengen, če se bodo tako grdo obnašali do nas, a bo kaj iz tega ali ne bo nič? Karkoli si mislim o slovenski politiki, ampak glej, Janša je edini, ki mislim, da lahko ta projekt pelje, ne, ima izkušnje z vojno, pa 30 let kilometrine, ne, mogoče še kak stari udbovec. Pa policijo je poslal na mejo. Zemljarič bi lahko to peljal, ne, odnose s Hrvaško, ki pozna te finte, ne, a veš, in to se ne bo drugače končalo, tako, da bomo morali spet strniti vrste in podpreti Šarca ob tem, ko je rekel, ne bomo jih spustili v Schengen. Fertik. Sej, veš, kaj se zgodi z temi mejami? Je pa največji hec, ne, da seveda s tem zgubiš avtomatsko tudi volivce v Sloveniji, ker teh par milijonov nočitev, o katerih je prej Boštjan govoril, so Slovenci, ki hodijo spat v Dalmacijo pa v Istro, ne, poleti. In čakajo na mejah pa uro, dve vsak petek ali pa vsako nedeljo, ne. Ampak kaj bo zdaj po vašem mnenju, kako se bo zdaj ta zgodba nadaljevala? Si je res s tem Hrvaška poslabšala pogajalske pozicije napram Evropski uniji, kar pa nas razlaga recimo vladajoči politiki pa neki kvazi analitiki, ne, češ, aha, mi smo se zdaj pokazali kot proevropski, čeprav smo mi goljufali. Makedonija je morala spremeniti ustavo in ime, potem je Grk podpisal. Mi Slovenci se ta zgodba se kolcem točno kaže, to je zelo preprosto, mi bi isto morali narediti, ne pa da smo jim dali glasje na lepe oči. Da mi Slovenci, oziroma ne mi Slovenci, ne narod, ampak narodu odtojena politična elita, ki se je rekrutirala pač vsa v prejšnjem sistemu, strelja sebi v koleno. Sej, Hrvati imajo v Bruslu in povsod po Evropi izredno močne lobije, so izredno močni, so dobro organizirani in zgodili se bo tole. Nekega lepega dne bo evropski komisar ta pa ta ali pa predsednik komisije rekel Mirotu Cerarju, Mirko, zdaj pa ti lepo spusti Hrvate v Schengen in amen, in bo rekel Mirko in amen, a jih smem spustiti? Ja, in bo Šarec rekel, pametno smo odločili, da bomo to naredili. To se bo zgodilo. Prav, ok, si bomo vzeli še en krajši predah, po katerem se naša dva komentatorja vrneta z zaključnimi komentarji. Ostanite. Dobrodošli še zadnjič nocoj. Božo, Boštjan, po vajinem mnenju, bi Hrvaška spoštovala rezultate arbitraže, tudi če ne bi bilo te prisluškovalne afere Sekolcu in Drenikovi, oziroma če bi se ona dva pogovarjala po kriptiranih telefonih? Ne, oni so imeli najmanj 3 rezervne variante, da bi kaj drugega izbilo, če bi to ne uspelo. Ne, jaz sem tudi prepričan, da ne. Hrvati so tukaj, bi rekel, Hrvaška je tukaj nadmudrila slovensko politiko, kar sicer ni tak velik uspeh, kot je bil recimo skoraj zmagati na svetovnem evropskem prvenstvu, nogometnem prvenstvu, ampak drugače bi zagotovo iskali, odkar so vedeli, oziroma vedeli so pa pač tako, ker je to Karl Erjavec povedal. Urbi et orbi je povedal, sej so vedeli, sej mi je on povedal. Ne? In tle gremo nazaj na temeljni problem, pač ki je škodljivost Karla Erjavca. Ta človek je po definiciji škodljiv, kot je škodljiv, če se proti uni žuži borimo v Lubadarju, v gozdovih, ta je pa še veliko večjo škodo. Koloradski hrošč je v bistvu Karl Erjavec. Kar je koloradski hrošč za krompir, kar je Lubadar za smreko, je Karl Erjavec za interese vitalne Republike Slovenije. Amen. Prav. Božidar Novak, dr. Boštjan Marko Turk, najlepša hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil 273. Vohunski faktor. Spremljajte nas tudi jutri, ko bomo poskušali razumeti nove vzorce Marjana Šarca. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.